generalni sponzor oddaje je Lumar. Dober dan in prijazen pozdrav. Pomlad je tu, narava je čudovita in prav je, da poiščemo dobro počutje tudi v njej. Mi vam danes najprej ponujamo biopaštete, ki so odlična zdrava alternativa mesnim paštetam, ki imajo ponavadi veliko nepotrebnih in nezdravih dodatkov. Tartex je pionir v izdelavi bio-vegetarijanskih paštet, saj jih izdeluje že več kot 60 let. Osnovne sestavine takih paštet so kvas, rastlinska olja in začimbe. Vse sestavine so visoke kvalitete in iz ekološke pridelave. Kvas je zelo pomembna sestavina pri izdelavi vegetarijanske paštete. Gre za suh, neaktivni kvas, ki ni enak aktivnemu kvasu, ki se uporablja na primer pri peki kruha. Zato je primeren tudi za ljudi, ki se zaradi na primer glivičnih okužb s kandido izogibajo kvasu. Tak kvas je zelo bogat vir B-vitaminov, v njem je tudi veliko beljakovin, obenem pa se zelo dobro veže z maščobo, zaradi česar nastane taka prijetna emulzija, ki je potrebna za izdelavo take paštete. Namesto kvasa se lahko uporablja tudi tofu, ki daje pašteti prav posebno rahlost, ali pa sončnična semena. Še vedno pa je kvas tista osnovna sestavina klasične vegetarijanske paštete. Kvas ima še eno pomembno lastnost, in sicer, da deluje kot nekakšen naravni ojačevalec okusa, zaradi česar so take paštete všeč tudi ljubiteljem mesnih paštet. Za okus so poleg kvasa pomembne tudi začimbe in sol, glede na recepturo pa se lahko dodaja tudi sesekljana zelenjava ali celo suho sadje. Za uravnavanje kislosti lahko dodamo limonin sok ali jabolčni, zaradi same strukture in hranilne vrednosti paštete pa so pomembna tudi rastlinska olja in maščobe. Kako naredijo vegetarijansko pašteto? Najprej tekoče in suhe sestavine zmešajo s kvasom in segrejo na 60 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi kvas poskrbi, da se vse sestavine spojijo v homogeno zmes, iz katere potem nastane pašteta. S pomočjo pare sterilizirajo pločevinke in jih napolnijo s to maso. Na koncu pa zaprte pločevinke zaprejo v posebne komore, kjer jih segrejo na 100 stopinj Celzija, da se odstranijo vse morebitne bakterije. Ko je taka pašteta izdelana, potrebuje še čas za zorenje. Šele po nekaj tedenskem zorenju se razvije ta značilen okus in takrat pašteta dobi tudi svojo značilno čvrsto strukturo. Tartexove paštete so zdravi rastlinski namazi, ki so všeč tudi otrokom. Ne vsebujejo holesterola, laktoze in glutena. Zato jih čim večkrat vključite v svoje zdrave jedilnike k zajtrkom, malicam in prigrizkom.